s kitkom v svet pravljic. Daleč od tod je živel mož, ki je bil poštenjak, kakršnega zemlja dotlej še ni nosila. Nekega dne, ko se je poštenjak zjutraj zbudil in stopil na prag, je opazil, da se iz pobočja gore sukljajo proti nebu 3 prameni modrigastega dima. Le kaj bi to bilo? Je pomislil in se nemudoma odpravil v tisto smer. A čim bolj se je bližal skrivnostnemu kraju, tem bolj se je dim oddaljeval, dokler ni popolnoma izginil. Poštenjak je menil, da je bil to samo privid, zato se je vrnil domov. Ko se je to ponovilo tudi 3. dan, je sklenil priti stvari do dna, pa čeprav bi moral hoditi po gorah ves dolgi dan. Obuje gorske opanke, spletene iz slame, dal celo nekaj hrane, na ramo pa si je zadel motiko. Tokrat je brez težav našel kraj, odkudar se je dvigal dim in začel pri priči kopati. Zemlja je bila trda, zato je kopal le s težavo. Od napora mu je pot krlil po licih, še obrisati ga ni utegnil. Ko je bila jama že precej globoka, je začutil, kako je motika ob nekaj zadela, da je kar zazvenilo. Z rokama je odstranil glino in našel strl lonec pokrit z železno pokrovko. Hotel jo je sneti, a je bila kot prilepljena. Precej časa je garal, preden se mu je posrečilo prizdigniti. Vendar se je splačalo, lonec je bil poln zlatnikov. Vsakdo na njegovem mestu bi zaklad vzel in ga odnesel domov. A poštenjak ne bi bil poštenjak, če ne bi začel premišljevati, odkot se je ravno tukaj vzelo toliko denarja in čigav je. Ker so bili zlatniki skriti v zemlji, je menil, da jih je nekomu poslal zemeljski bog sreče in dal znamenje s 3 dimnimi prameni. Da bi bil to jaz, ga je obšlo. Ko je tako premišljeval, so se mu začele v podalski vročini zapirati oči. Kot bi mignil je zaspal in sanjalo se mu je, da se nanj od zgoraj usipa dež zlatnikov. Ko se je zbudil, je trajalo nekaj časa, preden se je spomnil, kje pravzaprav je in kaj se je zgodilo. Šele ob pogledu na lonec z zakladom si je vse skupaj priklical v spomin. Končno vem, kako in kaj, se je razveselil. V sanjah mi je vendar stresal denar od zgoraj nebeški bog sreče. Nihče drug ni mogel biti kot on. Zato je jasno kot beli dan, da zaklad izkopan iz zemlje ni moj. Tega je tja skril zemeljski bog sreče za nekoga drugega. To je jasno. Se je udaril poštenjak po čelu in sklenil, da bo zlatnike pustil tam, kjer jih je našel. Zakopal je lonec spet v zemljo in se vrnil domov. Na poti je srečal soseda, znanega lakomneža in nevoščljivca, in se začel pogovarjati z njim. Beseda je dala besedo in poštenjak je pokazal na obzorje. Vidiš tiste 3 pramene modrikastega dima, ki se dvigajo s pobočja gore? Ga je vprašal. Sosed si je zaslonil oči z dlanjo, nekaj časa pazljivo gledal in nazadnje pokimal. Da, natanko jih vidim, kakor da so naslikani. Čudno, da jih nisem opazil že prej. Kaj naj pa pomenijo? No, danes sem na tistem mestu izkopal lonec zlatnikov, je po resnici odgovoril poštenjak. No, in kaj potem? Kaj si naredil z zakladom? Je od radovednosti kar gorel nevočljivec. Vrnil sem ga tja, kjer sem ga našel. Zakaj pa lepo te prosim? Si znorel ali pa si se vse skupaj izmislil, da bi me razjezil? Le čemu naj bi te razjezil, se je začudil poštenjak in pripovedoval sosedu, kako se mu je sanjalo, da se nanj od zgoraj usipa zlat dež. Torej denar, ki je zakopan v zemlji, ne more biti moj. Kaj bi to? Vse življenje sem preživel brez bogastva, bom pa živel tako še naprej. Kdo ve, mogoče se bo nebeški bog spomnil kdaj tudi name. Če si čez les, si pa čez les, prav ti je, se je v duhu škodoželjno zasmejal nevoščljivec. Hitro se je poslovil od poštenjaka in stekel domov, kolikor so ga noge nesle. Vzel je motiko in hajdu gore. Zlahka je našel mesto, kjer so se vili proti nebu 3 prameni modrikastega dima. Ne da bi se obotavljal, je začel kopati in ni odnehal, dokler ni motika zadela v lonec. Zdaj bom končno bogat, najbogatejši na svetu, je zavriskal v duhu. Čemu bi si belil glavo s tem, od katerega boga so zlatniki? Po mojem mnenju so last tistega, ki jih najde. Nevoščljivec je hlastno pograbil pokrovko in jo z nenavadno lahkoto dvignil. A namesto vzklika veselja se mu je iztrgal iz ust samo krik groze. V loncu se niso bleščali zlatniki, pač pa so se v njem zvijale strupene kače, ena bolj grozna od druge. Ta poštenjak me je prelisičil, se je razburil nevoščljivec, in jaz, stari norec, sem mu nasedel kot majhen otrok. Gnal se vsem hrib, kopal kot neumen in vse samo zato, da bi tole našel. Le čakaj, sosed, ti bom že pokazal, po čem so češnje, do smrti me boš pomnil. Vzel je lonec, ga dobro pokril, da kače ne bi mogle uiti in stekel z njim domov. Ko se je stemnilo, je zlezel na streho sosedove koče, naredil vanjo luknjo in stresel skoznjo vso to golazen. Tukaj imaš svoj zaklad z neba, je posmehljivo zaklical.
Poštenjak je to slišal in pogledal gor. In res, skozi odprtino v strehu so se mu usuli na glavo zlatniki, v katere so se spremenile strupene kače. Poštenjak je obogatel, nevoščljivec pa se je skoraj požrl od jeze. Tako je vsak dobil to, kar je zaslužil.